Na začetku informativnega dneva smo izpolnili list z osebnimi podatki, nato pa nas je profesor odpeljal v jedilnico, kjer smo dobili brošure in mapo od šole. Nato je bil govor ravnateljice šole ter skeč predstava dijakov in dijakinj prometne šole. Nato smo se razdelili v skupine po smeri izobrazbe. Peljali so nas po šoli ter v fitnes. V fitnesu pa so nam pokazali trening borilnih veščin, na koncu pa smo šli v dvorano, kjer sta nam profesorja pokazala in povedala o naši bodoči izobrazbi. Za logista pa smo se večino odločili zato, ker je zelo iskan poklic po celem svetu. Ko smo že na temi profesorjev, bi jih jaz rad osebno pohvalil. Mislim, da osebno zelo dobro učijo, so vedno tu za nas in imamo tudi zelo zanimive strokovne predmete. Torej, če se boste pridružili naši šoli, vam ful priporočam, da čakate na to. Drugače pa so profesorji pri nas in lahko vprašamo kdorkoli, nam vedno lahko pomagajo in so vedno tu za nas. Poučniki imamo tudi zelo lepo razporejen, saj s poukom končamo zelo hitro. Šola ima tudi svojo kuhinjo in jedilnico, imamo suho in toplo malico, če nam pa malica ni všeč, pa si lahko vedno kupimo v majhni trgovinici. Na naši šoli sodelujemo tudi v veliko projektih, kot sta EPAS in Erasmus. Imamo tudi več projektov kot to in mislim, da če vas osebno projekte zelo zanimajo, si lahko na naši šoli definitivno najdete vsaj en projekt, ki vas bo zelo zanimiv. Jaz bi se pa rad predstavil dijake športnike. Saj na tej šoli je kombinacija treningov in šole veliko lažja zaradi ugodljivih in prijaznih profesorjev. Treninge in šolo je potrebno prilagoditi in dati svoj maksimum obojem. Status športnika vsem športnikom pomaga, saj si lahko lepo razporedimo urnik med treningi in šolskimi obveznostmi. Profesorji ti pomagajo in si lahko z njimi dogovoriš glede vseh datumov za ocenjevanje ter se lahko pripraviš 100%. Naši dijaki in dijaki drugih šol se pa lahko naselijo tudi v dijaški dom, katerega je prednost, da je v isti stavbi kot šole. Jaz v dijaškem domu stanujem že 2 leti. Vse obroke imam preskrbljene in če ti učenje ne gre, lahko obiskuješ tudi učno pomoč. Imamo tudi različne interesne dejavnosti, kot so na primer odbojka, nogomet, namizni tenis in se bo še kaj našlo. Tako smo vam predstavili našo šolo in upam, da se naslednje leto vidimo na prometni šoli Maribor.